Da smo mogoče pozabili predsedniku povedati, da je v prvi brigadi prišlo do spoja veteranov in nove generacije častnikov in častnic. In sicer tako, da so vsi transformirani v neko novo skupno celoto, ki se reče prva brigada. To je bilo danes bistveno. 670 temelji na veteranih. Da. Mravljice, ne samo poveljnik, tudi na mestu. Vsi pa nosimo pole, tele, ne. Garda prve brigade, ki pa pomeni preskok in profesionalizacijo in vse ostalo. To je pomembno, se pravi, da smo sposobni tudi iz teritorijalnega duha narediti enoto, ki je moderna, prenesljiva, sposobna in tudi primerna za vse vrste nalog, ki jih ima naša vojska. Odličnost, pa vzdrževanje odličnosti je težje kot doseganje, na tem področju je treba delati naprej. In z moje strani boste imeli podporo tudi tukaj, jaz lahko dam poveljniku sil in pa seveda tudi vam. Ampak glavni del odličnosti, veste, se dela med ljudmi in z spojem tehnike, tako kot ste vrhovnemu poveljniku rekli. Jaz predlagam, da se fantom, zlasti tistim, ki so zjutraj vstali zelo zgodaj, slovenske bitnice posebej zahvalite in povede, da so tu odlično zastopali Mravljice. Hvala lepa. Najprej čisto glede tega strategije, že večkrat ste opozorili, da nekako brez strategije smo do zdaj pošiljali ljudi v tujino, se še zdaj zdi, da v bistvu vojska je dobra, ampak jo zelo brezstrateško pošiljamo nazaj. Vojska upravlja vse naloge, ki jih določi politika oziroma tisti, ki odločamo o njeni uporabi. In moram povedati, da te naloge upravlja zelo dobro in da vedno znova, tako kot vsi vi, ki ste bili na mednarodnih operacijah in misijah, dobro veste, vedno znova dobivamo za delovanje vojske zelo veliko pohval. Kar pa se političnega odločanja tiče, se pa vidi, da smo še nekoliko neusklajeni oziroma nimamo še do konca izoblikovanega predvsem pogleda naprej. Mi smo se znašli v neki situaciji, ko smo imeli razpršene sile tako s strani slovenske vojske kot slovenske policije in tudi civilne strokovnjake na različnih koncih sveta pod pritiskom razmer in tudi skladno z mandati določenih operacij smo začeli te razpršenosti zoževati, začeli smo združevati nekatere sile, zapustili smo 2 operativni območji v Iraku in v Čadu in skoncentrirali smo se na Zahodni Balkan, Bližnji vzhod in Srednjo Azijo. Sklepali smo, da bo v tej smeri šla tudi zunanja politična strategija te države, kajti obstaja neka hierarhija, ki jo moramo opraviti. In pričakujemo, da bo prva diskusija, ki se bo opravila v državi, vsekakor diskusija o zunanji politiki. Za njo pride diskusija o strategiji mednarodnih operacij in misij, ki mora podpirati zunanjo politično strategijo in zatem seveda pridemo vsi mi, ki moramo te skupno dogovorjene politične smernice izvajati potem v praksi. Prav, da zdaj brez strategije očitno pošiljamo ven. Pošiljamo skladno z političnimi presojami in jaz ne smem reči, da bi bile te politične presoje nestrateške. Vse politične presoje so bile v vseh časih te države vedno vezane na nek strateški pogled. Ni pa nujno, da je bil to konsistenten pogled. To, kar želimo doseči v prihodnosti, je, da bo ta strateški pogled na uporabo naših zmogljivosti v operacijah konsistenten in da bo celovit. Celovitosti doslej nismo imeli. Ampak to mora biti še letos. Malo zamujamo očitno, ne? Ne zamujamo, delamo na tem, usklajujemo se, moramo razumeti, da je vključenih zelo veliko različnih resorjev. Mi v vojski oziroma na Ministrstvu za obrambo smo nekoliko neučakani, kar je razumljivo. Mi imamo namreč največ svojih ljudi na zelo nevarnih delih sveta in nas skrbi za njihovo varnost, za njihovo prihodnost. Zato se zdi, kot da smo bili nekaj časa na čelu procesa nastajanja strategije, ampak to je zaradi tega, ker se čutimo zelo odgovorni za naše vojake in vojake. Kdo pa zunanje ministrstvo zamuja? Vsi po svoje zamujamo, ker se še usklajujemo in poskušamo priti do najboljše možne skupne rešitve. Pa v čem je problem? Moramo pa še vedeti, da o tej strategiji ne bomo odločali samo na ravni vlade, ampak da bomo odločali oziroma se bomo okrog nje opredeljevali tudi javno, kot kaže, in pa zlasti računamo na podporo in skupen razmislek v državnem parlamentu, tako v državnem svetu kot v državnem zboru. Ampak pri čem se stvari tako v bistvu ustavljajo, da se ne ve kam in kako? Kaj je problem pa stvar debate, take dolge? Več stvari je takšnih, na katerih imamo še odprte delovne točke, po katerih se bomo usklajevali. Od tega, kje so pravzaprav področja, ki jih lahko podpremo in s katerimi zmogljivostmi,
do tega, ali bomo šli, tako kot predsednik svetuje, da gremo v vse večjo centralizacijo na operacijah, vendar hkrati znotraj te centralizacije tudi v specializacijo, glede na to, kar so naše zmogljivosti. Nimamo še dokončane zgodbe na točki, ko poleg vojske in policije morajo sodelovati v operacijah še druge zmogljivosti. Tukaj so odprta vrata za veliko civilnih strokovnjakov. Povsem odprto imamo vprašanje sodelovanja z gospodarstvom. Mi smo bili vedno prepričani, da je vojska tista, ki pravzaprav odpira vrata gospodarstvu na vsa območja mednarodnih operacij in misij, kjer smo. Ampak odgovora se strani gospodarstva v času krize ni mogoče dobiti kar tako zelo hitro. Tudi nemogoče je, da bi bili mi tisti, ki bi koordinirali gospodarski odgovor. Jaz pričakujem, da je prav vlada tista, skupaj z gospodarsko, obrtno in drugimi zbornicami, ki bo sposobna odgovoriti na vprašanje te gospodarske podpore ali backupa za vse naše sodelovanje v mednarodnih operacijah. Kaj za te misije nismo uspeli ekonomsko izkoristiti? Jaz to težko ocenjujem, ker ne moram govoriti v imenu slovenske ekonomije. Mislim pa, da mogoče deluje preveč izolacionistično in da se ravna preveč po načelu varnosti kapitala in se zato drži samo tam, kjer je varno po njeni presoji. Ni pa sposobna tvegati skupaj z nami. Moram pa povedati, da ne gre samo za vprašanje gospodarskih interesov takrat, ko govorimo o mednarodnih operacijah in misijah, ampak moramo slediti tudi zunanje političnim interesom te države, njeni presoji, da je verodostojna članica mednarodne skupnosti in da zato nekaj tudi prispeva v mednarodno skupnost, njenim obveznostim kot članice različnih zavezništev in nenazadnje tudi njeni nalogi, da sodeluje v humanitarnih misijah in reševalnih operacijah po svetu. Hvala lepa. Lepo se imejte. Hvala. Hvaležna sem, da ste bili z nami. Videli ste, kakšne so naše premestljive sile. Videli ste, da jih lahko tudi z logistiko zelo dobro podpremo. S kuhno je odlično. Sposobni so delovati doma v vseh mogočih operacijah po podporo ob naravnih nesrečah. Še dobro pečejo. Velikih nesrečah. Odlično Dobro so- kuhajo, dobro pečejo. Jaz sem zelo zadovoljna, ker je med kuharji pretežna večina moških in da so Vsaj nekaj, ne. dekleta Vsaj pretežno nek v so operativnih nalogah. Torej, tem Saj nekaj od njih v redu. smo zelo zadovoljni, da so se fantje izkazali tudi v tovrstnih aktivnostih, kar kaže na to, da v vojski resnično imamo enakopravnost vseh spolov, vseh ras, To kuhanje. vseh delavcev. Da samo kuhanje. Pa je. Torej, lepo se imejte, še enkrat vse dobro.